Ice, pozdravljeni. Pogovarjamo se o makrobiotiki, ki nam pomaga vzpostaviti in ohraniti ravnovesje v našem telesu. Kaj so prvi koraki, ki jih človek, ki ugotovi, da se je to ravnovesje porušilo, mora oziroma bi moral storiti po makrobiotskih principih? Kadarkoli opazimo težavo, da nas telo opozarja. Se pravi, lahko je že to, da smo utrujeni, da smo preveč zaspani, da imamo kakršnokoli alergijo, da imamo izpuščaje, mozolje, težavo s kožo. Kakršnokoli spremembo na telesu ali v počutju opazimo, je takoj znak, da smo nekje porušili ravnovesje. Vedno sta tukaj povezana psiha in hrana, se pravi tudi način življenja, v katerem smo, tako da je vse te dejavnike istočasno treba pogledati. Torej, če smo preobremenjeni, če smo pod stresom, če smo zaradi tega popili malo več kave, malo več soka, mogoče še kakega kratkega, čeprav rečejo za zdravje, samo kakorkoli obrnemo, je yin energija, ne? Torej, in stres in vsi ti dejavniki, ki sem jih naštela, so že višek energije, ki je lahko v telesu porušil ravnovesje. Torej, takoj, ko se je to zgodilo, nas bo telo na nek način opozorilo. In če se mi prav čas tega zavemo in znamo pogledati nazaj vsej za 35 ur, kaj sem jedel, kaj sem pil, kaj sem počel, sem bil fejst obremenjen, kaj se je z mano dogajalo, ne? V tem primeru, če se znamo na ta način sanalizirati, da rečem tako, s kratkim pogledom, bomo hitro ugotovili, kje smo naredili napako. In potem se pač takoj potrudimo, da to napako popravimo. Torej, če je bilo preveč kavice, alkohola in sladice, lahko tudi čokolade ali karkoli podobnega, bomo pogledali, da si bomo naredili nekaj, ki bo ravnovesje temu višku jank energije. Torej, si bomo naredili eno orenk skledo, ne vem, kuhanega polnovrednega riža, ga bomo mogoče zabelili s prepraženo čebulo ali posuli gor pražen sezam s soljo. Lahko si tudi zdaj v zimskem času naredimo ajdove žgance, ajdovo kašo, mogoče s hokaido bučo in bomo mogoče dan, dva vztrajali bolj na jank prehrani, popili kako malenkost, mogoče kakega ingverjevega čaja, toliko da malo razbijemo ta bolj skoncentrirano jank energije in smo se že praktično dali v ravnovesje. To bomo že čez dan, dva opazili, zakaj? Prebava se nam bo izboljšala in počutje se nam bo izboljšalo. Torej, če smo prav jedli, prav živeli, prav mislili in prav delali in dovolj počivali, vsaj tisto najnujnejše, potem se moramo zjutraj zbuditi, spočiti, zdravi in dobre volje. Hvala, Ica. Okay.